Torej, pogovarjamo se z Urošem Macerlom, predsednikom Ekokroga, Društva za naravovarstvo in okoljevarstvo. Mogoče, če se za začetek malo odmakneva od Lafargea, pa probava ugotoviti ali pa odgovoriti, če je Lafarge številka 1, kdo ali kaj je številka 2? V Zasavju definitivno v našem prepričanju izkušnjah je številka 1 Lafarge. In večkrat smo dobili očitke, da se v bistvu ukvarjamo z enim in istim problemom, druge pa se puščamo ob strani, ker ni čisto res. Mi smo usporedno reševali in Ekokrog je tudi nastal zaradi dveh problemov. Eno je sežiganje industrijskih odpadkov v Lafarge cementu, drugo je pa takratni namen Termoelektrarne Trbovlje, da sežiga komunalne odpadke. In ta problemi s komunalnimi odpadki in Termoelektrarno Trbovlje smo nekako v enem dobrem letu uspeli rešiti. In zaenkrat to ni več, bom rekel, neka opcija v termoelektrarni in tudi neke izkušnje z vodstvom termoelektrarne, ki smo jih imeli v komunikaciji in vsem tem do zdaj, so dosti bolj prijetne od teh, ki smo jih imeli z Lafargeom. Ta uspeh in to rešitev, ki smo na tem področju naredili, nam je nekako, bom rekel, dal malo več časa, da se pa potem res poglobljeno smo se ukvarjali z Lafargeom. Po neki logiki nekega ponesrečenca, ki ga pripeljejo v bolnišnico, ugotovijo 5 vrst poškodb in absolutno najprej smo šli reševati tisto glavno, recimo, ki tem ponesrečencu, bom rekel, streže po življenju, potem pa razne praske pa zlobe prstov. No in zdaj, če mi upamo, da bomo ta problem zdaj rešili, imamo še nekaj seveda teh na zalogi v Zasavju. Eden od teh je seveda se bolj poglobiti v vse IPPC zavezance v Zasavju in mogoče poiskati še tam stvari, ki se jih da popraviti. Tako da tudi s tem smo se že kar nekaj ukvarjali in tudi na naši spletni strani je nekaj gradiva o tem. Je pa še en pereč problem, to so pa PM delci v Zasavju, ki ga pa tudi, bom rekel, rešujemo, se, bom rekel, na nek način aktivno vključujemo v reševanje tega problema in se mi zdi, da nek naslednji problem mogoče ne bo tako velik, pa tako odmeven, ampak absolutno ga bo treba rešiti in se na tej točki mogoče kaže možnost, da bomo pa lahko 2-3 stvarem naenkrat posvetili več pozornosti in tukaj pa, bom rekel, mogoče prv, ki smo ga že nekako na nek način začeli, so te PM delci v Zasavju, ki bi bilo absolutno treba rešiti. Pa če greva zdaj vsem v drugem vprašanju na Lafarge, vi ste zdaj dosegli eno od pomembnejših pravnih zmag oziroma zmag v tem primeru. A si upate napovedati ali pa oceniti, kaj se bo zdaj naprej dogajalo s tem primerom oziroma a je to zdaj zadeva zaključena, a je to samo prva od 10 postojank? Kako bo šlo to naprej po vašem mnenju? Zdaj, tako kot jaz vidim zadevo, oziroma tako smo malo ocenjevali v Ekokrogu, zdaj na nek način dobili smo na upravnem sodišču. Zadeva je bila vrnjena na prvo stopnjo na ARSO, tudi ARSO je potrdil, da je bil napaka in da bi cel postopek mogel teči po poti, kot da gre za novo napravo, da je v Lafargeu toliko enih sprememb bilo narejenih in da stanje na tisti presečni datum absolutno ni bilo takšno, kot ga je Lafarge prikazoval, da je bilo napačno ugotovljeno materialno pravo stanje takrat v Lafargeu in ta zadeva bi se že takrat mogla upoštevati kot nova naprava in je po postopku za nove naprave. To isto je ugotovil tudi MOP, s tem, da so se zelo dobro poglobili v celotno gradivo in jaz mislim tukaj Miha Skubic, ki je vodil postopek, res opravil vzorno delo in če bi tako vzorno za delo rešili že na začetku, na ARSO, vsega tega kalvarija, ki se je počela, ne bi bilo potrebno. Tako da to odločitev, ki je tudi MOP sprejel, to pomeni, da zadeva, da je naprava nova in da je bil postopek napačno speljan, proti tej zdaj ni možnost pritožbe. In Lafarge ima možnost, da gre seveda v nov postopek v tisti koloni, v kateri bi mogel že na začetku stati. To pomeni kot nova naprava. Tukaj je tudi zanimiva ta odločitev MOP-a. MOP je na nek način ugodil pritožbi Lafargea. Ker če je ne bi,
mi mislimo, da bi v bistvu v tem trenutku Lafarge ostal brez okoljevarstvenega dovoljenja in nič v tem trenutku se ne bi smelo premikati. Ampak je ta okoljevarstveno dovoljenje, mislim, ta pritožba Lafargea se je, bom rekel, pritožbi Lafargea se je ugodilo, ampak ne po tisti točki, po kateri je Lafarge hotel, ne? Češ, da je naprava stara, obstoječa, ampak samo obrazložilo se je zelo pošteno, tako kot je treba. Ne, naprava je nova, to pa zato, in se je navedlo vse razloge, zakaj. Zdaj pa Lafarge stopite v prvo vrsto, tisto, v kateri bi mogli že prestati, pa ste zaradi zavajanja pač stali v napačni in se odločite. Zdaj imate vi žerjavico v rokih in ne bo vas država zaprla. Vi se morate sami odločiti iz to žerjavico v rokih, ali greste v postopek, v katerem boste šli in bi mogli jeti že pred leti in v katerem je vključena javnost, v katerem se po drugi metodologiji izračunava vplivno območje, v katerega je vključena so okoljevarstvene organizacije, kjer se upoštevajo zdravstvene študije, previdnostno načelo, hidrometeorološke razmere in tako naprej, ali na to pot greste in še vedno zahtevate vlogo, še vedno dajete vlogo za sežig odpadkov, ali se boste pač odločili, da tega v tem okolju ne boste počeli. No, jaz si res ne upam špekulirati, kaj bojo naredili, ampak dobrih 14 dni nazaj so dobili poziv od Arsa, da ne dajo čistopis nove vloge. Češ, da je stara vloga po vseh teh dopolnitvah in toliko letih zelo nepregledna in absolutno je nepregledna, treba je dati novo vlogo. In mi bomo rekel, na nek način nastrpno čakamo, ali bo Lafarge oddal vlogo za sežig odpadkov ali ne. In upamo, ne, da jih je tu pamet srečala, po domače povedan, da bojo sami sprevideli, da na tej lokaciji, v tej tovarni, ob teh hidrometeoroloških pogojih, ob tej preteklosti, ki jo ta dolina ima, ob takem zdravstvenem stanju in teh analizah, ki so jih naredili okoljevarstveniki, zdravniki in vse, je noro dajati vlogo za sežig več kot 100 ton odpadkov. Sploh pa s takšno tehnologijo, kot jo premorijo te tovarne. In jaz mislim, da kakršnakoli sežig odpadkov mi nasprotujemo, ker se to rešuje na drugačne načine. Ne? Če pa že nekje obstaja, ne, je pa na tak barbarski način, pa tako, v taki dolini, z vsemi temi omejitvenimi faktorji, kot je to, za nas popolnoma nesprejemljivo in že naprej povemo, ne, da bomo naredili vse, da bomo zaščitili interes lokalne skupnosti in prebivalcev, zdravje prebivalcev, ekološko to dolino, sanirali, ne, in ne bomo dovolili novih vnosov, novih onesnažil in pa novih rizikov, ki so pri takšni tehnologiji absolutno zelo veliki. Pa še zadnje vprašanje, če se zdaj malo spet odmaknemo od Lafargea oziroma pogledamo to kot celoto. Obstaja kakšen recept ali pa neka formula za neko dolgotrajno družbeno akcijo, ki traja? Ne? Vi ste v bistvu to 10 let, vsaj je bila ta cela zgodba, vi ste se ukvarjali v bistvu tudi z mobilizacijo oziroma so vas podpirali tudi lokalno prebivalstvo. Ali ste vmes opazili ali pa ugotovili neke vzvode, na katere se javnost odziva oziroma da je pripravljena potem zaradi nekih dejanj ali pa ne vem česa, da je bolj pripravljena sodelovati z nevladnimi organizacijami, s ostalimi deležniki? Ja, to je zmotivirati ljudi do te točke, da ostanejo izpred televizije in fotela, pa grejo aktivno reševati nek problem. To je zelo težko. Nažalost. Ne? Mislim, ta zadeva je taka, če bi Lafarge vsakemu zasavcu dnevno pripeljal eno klofuto, niti ni mu zelo močno. Jaz verjamem, da bi po 14 dneh bil tak upor, da bi ga bilo nemogoče ustaviti. Ampak tista klofuta niti pod razno ne bi bila smrtno nevarna. To, kar so nam počeli vsa leta in to, na kak način so pripeljali sežig 100 ton odpadkov na dan in kaj se je ob tem sežigu dogajalo za sojo, pa absolutno je smrtno nevarno. Ampak ne boli, ne pade roka stran, ni neka, nič ni tazga, da bi te zganili. Ob vsej propagandi, ki jo pa Lafarge vrši, da je vse pod kontrolo, in seveda ne sam Lafarge, tudi Arso in MOP sta bila takrat zelo zaslužna za to,
in pa inšpekcije službe, meritve, ki so totalna farsa, ne, in dokazano, večkrat, bom rekel, lahko dokažemo, da se ni zanašati na njih. Ne. To pa še otežuje delo, da bi ljudi, bom rekel, dvignil. Je pa treba vedeti, da v takem okolju, ki je zelo skrbno zbrano, ne, je pa to še toliko težje zaradi dane, bom rekel, socialne krize, delovnih mest, tudi zaradi izobrazbene strukture prebivalstva je dosti bolj enostavno manipulirati z manj izobraženimi ljudmi. Beg možganov iz Zasavja zelo velik in v bistvu, nažalost, je vse preveč ljudi problem rešuje tako, da se odseli, da si najde bolj prijetno okolje za bivanje in boljšo službo izven Zasavja. Tukaj so pa pač ljudje bili desetletja nazaj vajeni vsega hudega. In ker so bili že vsega hudega vajeni, je to zdaj, kar se dogajalo. Ne? Kar nekaj je bilo žvepla nekaj manj, pa je bilo praha nekaj manj. Tisto, kar je šlo pa z sežigom nevarnih odpadkov ven, je pa, hvala Bogu, zaenkrat zelo smrdelo. Ne? Ampak na nek način je bilo to težko zmeriti. Predstavlja pa bistveno večjo grožnjo. Prejšnjo obratovanje te tovarne je bilo za mene na nek način katastrofa za naravo. Žveplo, prah in tako naprej. To je pa katastrofa v bistvu za ljudi, za živali. In ogromni napori so bili potrebni, da se je zmotivirali ljudi, da se jih osvestili na raznih predavanjih, preko časopisov, ki smo jih izdajali, prireditev, preko teh PowerPoint prezentacij, ki so bile narejene, preko mogoče tudi raznih tiskovnih konferenc in bom rekel, trudili smo se, da bi javnost čim več zvedla o tem. In seveda tudi Zasavčani, to je bilo eno, drugo je pa tisto, kar so doživljali, ne, je pa bistvo. Na neki točki je stvar prišla tukaj delač, da smo jih mi uspeli tukaj osvestiti, po drugi strani je pa tisto, kar jim je tovarna delala s svojim obratovanjem in tisto, kar so jim govorili odgovorni na ARSO, inšpekcijah in tako naprej, predstavljali neke vrste poniževanje za vsakega posebej. Da te nekdo ponižuje in ti razlaga, da je v tej tovarni vse v redu, vse pod kontrolo, vse zmirjeno in da to, kar ti doživljaš, je po besedah Silva Žlebirja NIMBY efekt, kar prav, not in my backyard, ne pomeni, imamo mi samo psihološke previde, v bistvu nas se nam blede in to, kar se pa res dogaja, pa sploh ni res. Ne? No, to je pa pravzaprav neka taka želitev za vsakega, tudi preprostega človeka, da nekje gre kapla čez rob. In ko gre kapla čez rob, se ljudje uprejo in se doživeli to, kar se je v Zasavju doživeli. Ampak zato je bilo treba vložiti ogromno energije, zato ker nasprotna stran gre res v nek, ima zelo dobro naštudirano mašinerijo propagande, PR-a, treba vedeti, da imajo vrhunsko firmo, zdaj, mislim, da smo je prej imeli, da zdaj imajo pristop in tako naprej, ki da si lahko zakupujejo cele strani v časopisih, ne, da lahko grozijo in tudi tožijo. Tudi vsa diskreditirajo preko ključne člane ekokroga ali pa nasprotnike temu sežigu, od župana v Zagorju, tako naprej, da ta cel stroj, ki gre proti, je zelo močen in bom rekel, različno okolje pač rab različno količino te motivacije oziroma da se odzove. Nažalost je v Zasavju, čeprav nas nekako vidijo kot neke upornike, kjer se stoletja nazaj vedno neki punti so se dogajali, pa štrajki, pa upori od Orjune in tako naprej, ne, je v tem našem primeru smo imeli mi bistveno večje probleme, kot bi jih mogoče imeli v Ljubljani. Ker tam kvaliteta življenja, bom rekel, kjer je kvaliteta življenja višja, tam šteje, mislim, tam, kjer je standard višji, tam tudi kvaliteta življenja absolutno šteje drugo, z več ničlami na konc, kot pa tukaj pri nas. In jaz trdim, da če bi tisto, kar je Lafarge počel v Zasavju nekaj let, počel v Ljubljani sam 14 dni, da je bila totalna revolucija v Ljubljani. Vse bi se ustavili. Totalna štala po domače povedana bi se naredila in tukaj bi Ljubljana znorela od panike.
in bi so vse ustavili. Mi smo rabili leta, da so se zmrdli Zasavčani. In to ravno iz tega, ker imajo, bom rekel, v miselnosti in v genih odraščali so v tem. In to je ravno to, da taka industrija zelo premišljeno izbere prostor, kjer bo to naredila. In mi smo imeli grozne težave, da smo te zadeve dvigli. In upam, da je ta zavest ustala in da zdaj to, kar doživljamo nekaj mesecev, ko pet stoji, ko se normalno diha, da bo naslednja grožnja, če bi eventualno prišla, povzročila absoluten, bom rekel, odziv čim večje javnosti. Ker doživeti tisto, kar smo prej doživljali, pa tisto, kar je zdaj, na nek način ti da novega zagona, nove volje. In mi nikoli v Ekokrogu nismo niti za sekundo pomislili, da bi njahali. Ne bo konc upora v Zasavju, dokler nam še milijon uradnikov napiše na list papirja, da so meritve pokazale, pa da ne vem koga vse v redu, če pa življenje tega ne daje. Ko bo pa dejansko v življenju možno normalno živeti v tem okolju, potem pa tudi v Zasavju ne bo problemov. No in odkar Lafarge stoji, jaz ne vem, za en grozen problem, nobenih protestov ni, nobenih norih tiskovnih konferenc, izrednih dogodkov, nobenih klicov na center za obveščanje, nič izrednega se ne dogaja, pomirno se živi. In jaz mislim, da je čas, da si tudi Zasavje od te države zasluži nek drugačen načrt za naprej. Treba vedeti, da stoletja je Zasavje gradil to državo, prej Jugoslavijo, recimo na nek način od rudarstva do strojne industrije, steklarstva, elektrike, cementarne, IGM-a. Zdaj, ko ta industrija, bom rekel, se je opehala, ko so zaloge pošle, ko so prišle nove tehnologije, zdaj, ko ta Zasavje, bom rekel, žrtvoval samega sebe, ko je ena odprta rana, no, na nek način bi rabil pomoč te države, pa politike, nas bi rad tretirali kot neko smetišče države. Lepo, zelo priročno smo, bom rekel, sred Slovenije smo, pa ravno prav v svojo dolino zaprt, da smrdi kam drugam, kjer ni treba, da smrdi. No, tako da to pa, bom rekel, politika spretno izkorišča. In samo od nas samih odvisen, da se bomo tega obranili, ali se ne bomo. No in tukaj bi mogoče sam rekel to, ker v bistvu smo mi en stav, ki nam je zelo ostal v spomini našega odvetnika pri odvetniški družbi Zidar Klemenčič, da v bistvu ni važno, ko deluješ kot neko okoljsko gibanje, ali pa okoljski aktivist, ni več važno, koliko te imajo radi oziroma koliko te sovražijo, ampak je važno, da se te bojijo. Ker v vsakem primeru, lahko te zelo radi, pa z njimi sodeluješ, če imajo oni dobro motivacijo, da te bojo kul obrli. Če te sovražijo, pa te lahko kul obrnejo, jih bo še 3-krat bolj dobo. Če se te pa krepko bojijo, in to je edino, raje se morajo bati. In vse to, kar je v preteklih letih se dogajalo, to pomeni razpad zelene stranke in popolna ničla na tem nivoju na političnem prostori, je dal, bom rekel, take korenine tem podivjanem kapitalizmi, da so si lahko v vseh teh preteklih letih privoščili veliko, kar so si hoteli. In jaz mislim, da je po drugi strani je pa tudi nastal nek prostor, kjer so se pa potem samo organizirale razne civilne iniciative in razna društva na tem področju, ki pa zdaj, bom rekel, parirajo ali pa se začelo so parirati tem kapitali. In jaz mislim, da je zelo zrel čas, da začnemo vsak na svojem lokalnem prostoru zelo dobro pa kvalitetno sodelovati in da se naučimo tudi sodelovati brez politike. Zelo na tem nivoju, kot ga zdaj delamo, ko se najdejo skupni projekti, skupne potrebe za sodelovanje, da znamo skupaj stopiti. Je pa res, da je vedno težko presjati seme od plevela. Tudi tukaj pri ekologiji je tega kar nekaj. Ampak jaz sem trdno prepričan, da velika večina ljudi tukaj noter pa vendarle misli in razmišlja ali pa si želi pravih stvari, ki prinašajo pozitivne spremembe. Tako da sam ta prav cilj in ustrajnost, ker
in politika in kapital štartajo v veliki miri to, kar smo mi doživljali. Grejo na izčrpavanje. Popolno izčrpavajo. Imajo denar, imajo kapital, imajo vse in izčrpavajo civilno družbo. Tuk časa, da na neki točki kot občan ali pa državljan rečeš, nima smisla, ne gre več, brez veze, 600 dopisov lahko napišem, ne vem, koliko delam, nič se ne spremeni, oni zmeri delajo, kar čajo, vse dosežejo, kamorkoli delaš, karkoli počneš, nič se ne premakne, nima smisla in jaho bom brez veze, bolj, karkoli drugega bom delal bolj. Ne? Ampak mislim, da smo tukaj v ekokrogu pa mogoče na nek način pokazali, pa nismo edino okoljevarstveno gibanje, tudi druga so dokazala, ne? Da vztrajnost šteje, ne? In jaz upam, da bo te vztrajnosti velik v teh okoljevarstvenih gibanjih, ne? V nadaljnjih letih. Hvala lepa. Ja.